Spoštovane dame in gospodje, prijatelji znanosti, dobrodošli na tokratnem predavanju iz cikla Znanstveni večeri, ki jih prireja Univerza v Novi Gorici. Gost današnjega večera je dr. Zvezdan Pirtošek, profesor nevrologije na Medicinski in na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Preden nas profesor Pirtošek popelje skozi predavanje s pomenljivim naslovom Možgani med scilo čudeža in karibdom mehanicizma, v katerem nas bo, upam, poskušal varno pripeljati mimo čeri, ob katerih se razbija naše dojemanje možganov in vsega, kar se z njimi v nas dogaja, dovolite, da na kratko predstavim nocojšnjega predavatelja. Profesor Pirtošek je doktoriral na Univerzi v Ljubljani z področja kognitivne nevrofiziologije leta 1998. Za svojo disertacijo pa je večino raziskav opravil na Inštitutu za nevrologijo Queen's Square v Londonu in v bolnišnici University College v Londonu. Danes se ukvarja večinoma z raziskavami motenj gibanja, demence in kognitivne nevroznanosti. Njegovo uspešnost v znanstvenem udejstvovanju izkazujejo številni članki, ki jih v njegovi bibliografiji najdete tako med izvirnimi, preglednimi, pa tudi strokovnimi in poljudnimi prispevki. V zadnjem času so ti pretežno z področja, ki zadeva Parkinsonovo bolezen. Ugled profesor Pirtoška kaže tudi njegovo članstvo v številnih strokovnih združenjih. Med temi bi navedel samo nekaj od njih. Je ustanovni član in član znanstvenega odbora Zveze za Parkinsovo bolezen Slovenije, član strokovnega sveta pri Evropskem združenju za Parkinsonovo bolezen, član Evropskega izvršnega komiteja pri Zvezi za motnje gibanja in med drugim tudi častni član Kolumbijskega združenja za nevrologijo. To bi bila kratka predstavitev nocojšnjega predavatelja, da bi pa prosil profesor Pirtoška za predavanje. Jaz se lepo zahvaljujem za prijazno predstavitev in moram povedati, da seveda mi je veliko čast, da sem tu pred vami, veliko veselje tudi, da sem v tej dvorani, ki pravzaprav gre tudi za svojo lepoto, tudi če ni 28 stopinj ali kaj takega. Spregovoril vam bom o organu, ki je v nekem smislu postal velik del mojega življenja, tako ali v zadnjih časih tudi drugače. To so možgani, ki bi jih mnogi označili kot največjo skrivnost in največji čudež v vesoljstvu. Jaz bom tudi končal svoje predavanje pravzaprav z zanimivo mislijo, ki jo je nekdo zapisal ob koncu, ob izteku 20. stoletja. Začel bom pa z karibdo. Z karibdo vsak dneva, ko kot zdravnik prihajam v ambulanto ali pa v bolniške sobe in spoznavam, da ker je bolan določen del možganov, morda desni del možganov, pride do zelo predvidljivih posledic, ki so te in te in te, skozi nekatere vas bom skušal danes popeljati. In če je bolan del možganov, ki je zelo globoko, to so te prastare strukture, znova lahko pričakujem nekaj zelo predvidljivega, naprimer Parkinsonovo bolezen. Možgani imajo nenavadno človeku, ki morda prihaja z idealističnim pogledom o tem čudežu narave, imajo nenavadno mehanično, preprosto in zelo bizarno strukturo in dizajn. Nekaj, kar nas po svoje, kot študente medicine,
preseneča, kasneje, ko smo pa zdravniki, nam pa seveda zelo olajša delo in nam pomaga. To je ta mehanicizem možganov, ki, če nimaš odprto dušo in odprto srce, te pravzaprav vodi v eno veliko nevarnost in to je, da možganom ne priznaš te druge dimenzije, ki sem jo tukaj imenoval čudež. Zakaj so naši možgani po eni strani tako mehanicistični, tako preprosti, tako robustni? Zakaj nosijo v sebi toliko tega, kar se zlasti v bolezni kaže kot popolnoma nepotrebno, kot nekaj, kar je odveč, kot nekaj česar, kar bi bilo bolje, da pravzaprav ne bi bilo ali zapisano ali vgrajeno v naše možgane. Eden izmed razlogov je ta, da se pravzaprav osnovna zgradba možganov, to je možganska celica, v mnogih 100 milijonih let ni nič spremenila. Osnovna celica, ne bom vas dolgočasno in spominjal, kako je zgrajena osnovna možganska celica, vendar osnovna možganska celica je enaka praktično pri črvu in je enaka pri nas. Že to nas postavlja v nekoliko čuden položaj. Prav tako nas postavlja v čuden položaj dejstvo, da nimamo 100.000 genov, kot smo morda pred 10 leti upali, ampak da jih je veliko, veliko manj, ne tako zelo veliko več, kot recimo jih ima črv z svojimi, eden izmed črv, recimo z 19.000 genov. Tudi to narekuje, da pravzaprav bodo naši možgani morali uporabljati zelo preproste zidake, tiste iste zidake, ki jih ima neka mušica, te iste zidake, ki jih ima nek črv in potem z njimi na nek način narediti čudež. Kako skušajo možgani narediti čudež? In kaj mislim pod čudežem? Pod čudežem mislim, naprimer, to, da ste danes ob 20:12 nekje sedeli ali pa hodili in nenadoma se je pred vami pojavil, za droben hip se je pojavil obraz znanega človeka. Obraz sodelavca, obraz žene, obraz otroka, obraz soseda. Čeprav se je ta obraz pojavil za drobno sekundo, morda manj kot sekunde, ste vi naenkrat vedeli vse. Vedeli ste, kdo je to, vedeli ste njegovo ime, vedeli ste, v kakšne šole je hodil, vedeli ste, ali ima raje kitajsko ali italijansko restauracijo, vedeli ste, kaj je dobil za lanski rojstni dan za darilo, vedeli ste, kaj upa, da bo z njegovimi otroci, vedeli ste, da ima raje rdečo barvo kot rumeno barvo. Vse to ste vi zvedeli in je šlo čez vaše možgane, in če bi vas takrat vprašal v tej drobni sekundi. A ni to čudež? Mislim, kako lahko ti gradbeni kamni, ti zidaki, ki jih imajo tudi mušice in tudi črvi, kako lahko to naredijo. Eden izmed odgovorov je v tem, da se možgani obnašajo strahovito neekonomično, v tem smislu, da pravzaprav ničesar ne zavržejo. In če bi zdaj pogledali ta prostor okrog Zemona, recimo, kakšen je bil pred recimo 200 milijoni leti, bi seveda videli, da so to ogromne praproti, da je tu ogromen pragost in da je tukaj ogromno recimo dinozavrov, ogromno plazilcev, ogromno živali, ki nam sesalcem zavedno od takrat predstavljajo prasovražnika. Vedno sesalci, kasneje skozi mnoga stoletja in tudi potem mi ljudje se plezalcev instinktivno bojimo. Bojimo se kač, bojimo se in to je vpleteno v naše mite, a ne, kača je tista recimo, ki ponudi jabolko.
treba, vitez mora premagati zmaja, da bo rešil princesko. To so naši sovražniki. In ti naši sovražniki živijo zdaj 200 milijonov let pred našim štetjem tukaj in dominirajo cel svet. Zanimiva je struktura njihovih možganov. Njihovi možgani so sestavljeni predvsem iz možganskega debla, to je dela, ki nam omogoča, da se gibamo, da požiramo, da vidimo, da delno slišimo. Sestavljen je iz dela nad možganskim deblom, ki se imenuje diencefalon, hipotalamus in talamus. To pa so tisti predeli možganov, ki nam omogočajo, da naše telo nenadoma preplavijo hormoni. Lahko so to hormoni nekega besa ob lakoti. In tu nekje se potem ti možgani sesalcev, dinozavrov, kač in podobno ustavijo. Tukaj ni čustev, tukaj ni spomina, tukaj je življenje v enem samem trenutku in to življenje je dominirano z svetlobo, z glasovi, z lakoto, z besom, z močnimi gibi, kako priti do hrane. In na to se približno 200 milijonov let pred našim štetjem zgodi to, da se pravzaprav pojavijo mala bitja, ki so drugačna od plazilcev, ker so zelo ogrožena, od njih živijo predvsem pod zemljo in prihajajo na površje po noči. Različna so od plezalcev zaradi tega, ker pravzaprav dajejo rojstvo svojim otrokom ne z valjenjem jajc, ampak s tem, da iztisnejo plod iz svojega lastnega telesa. In zdaj prihaja v možganih samih, pa prihaja do čudovite spremembe. Nad slojem, ki ga imajo plazilci, se prične bočiti približno tole, kar je tule rumeno, kot en krog, se prične bočiti nov del možganov, ki ga imenujemo limbični sistem. Limbus pomeni kot en rob, kot en krog. In ta limbični sistem nosi v evoluciji, prinese v evoluciji dvoje čudovitih stvari. Ena stvar je čustvo. To malo bitje, ki se je iztisnilo iz mojega telesa, to je nekaj, kar jaz ne bom pohodil, kar jaz ne bom pojedel, kar jaz ne bom zapustil. Je nekaj, za kar se bom boril, da bo preživelo. In na ta način zvečal možnost preživetja tudi svoje lastne vrste. In druga sprememba, ki jo nosi ta novi del možganov, limbični sistem, je spomin. Dobro se lahko spomnim, da ko sem pred nekaj dnevi odšel v tisto dobro vodo, ki je za desno skalo tamle, kjer so tudi rdeče jagode in sem hotel pojesti te jagode in piti tisto dobro vodo, je tam bila senca tistega ogromnega tiranozaura Rex, recimo, ki me je hotel pojesti. Pa sem to še enkrat naredil, pa me je spet hotel pojesti. In zdaj, kljub temu, da si želim rdečih jagod in vode, ne bom odšel tam za desno skalo, kaj ti bojim se za svoje življenje in zdaj začnem anticipirati, da je bolje, da bom odšel po vodo na levo. Spomin in čustvo pomaga preživeti mojim potomcem. In vendarle je dominacija sesalcev tako močna, da pravzaprav dominacija plazilcev tako močna, da imajo sesalci malo možnosti. In na to jim kot deus ex machina pride iz vesolja pomoč, v obliki velikega kometa, ki bo padel nekam na Yucatan, ki bo povzročil ogromno eksplozijo z dimom, ki bo prekril zemeljske stratosfere, ne vem katere vse sfere in bodo v glavnem umrli velike živali, ki so na površini. To so dinozauri, mali sesalci pod zemljo imajo pa možnost preživetja. Razen tega, da so sedaj uspešnejši, ker imajo čustvo in ker imajo spomin. In na to približno 60 milijonov, na to tečejo milijoni let, 100 milijonov let in 60 milijonov let pred našim štetjem se pa zgodi nekaj drugega. Eni drugi
vrsti, ki se je razvila ki se zdaj počasi razvija iz sesalcev, primatov, se nad limbičnim sistemom prične bočiti zadnji del možganov, to so pa možganske poloble ali hemisfere. Glavna funkcija teh hemisfer je pravzaprav dvojna. Eno je, ubiti moram čustvo. Ne ubiti, recimo temu modelirati moram čustvo. Lepo je, da imam čustvo. S tem imam več možnosti za preživetje. Ampak čustvo lahko boli, čustvo lahko ubija, čustvo me lahko vodi v iracionalne odločitve. Se pravi, evolucija prinaša nov del možganov, zelo visok del možganov, katerega enih glavnih nalog je, da inhibira, kot rečemo, te globoke dele možganov, kjer so čustva. Ne izgubim čustev, vendar jih pričnem modulirati. In druga pomembna funkcija tega novega dela možganov, poloble hemisfer, je, da na nek način pričnejo komunicirati, zelo aktivno pričnejo komunicirati z naravo in z okoljem. O tem nekoliko kasneje. Kaj torej vidimo? Da je osnovna shema izgradnje možganov daleč od tega, da je nekega dne en supergen ali Bog ali ne vem katera pozitivna energija, da je nekdo rekel, možgani bodite v vsej svoji popolnosti. Ne, ta pot možganov, da so to, kar imamo danes v svojih glavah, je bila dolga, mukotrpna, predvsem je nastala na ta način, da se je kot na sladoled, a veste, kot sladoledi so se kopičili novi in novi deli možganov. Stari niso odšli stran in ti stari deli možganov v stalnem dialogu z novimi je tisto, kar daje nam našo individualnost, naše strahove, naše iracionalnosti, naše bolezni. To je podobno, kot če bi nekdo rekel, vidite, če vas jaz vprašal, kakšen avto, če vam dam ves denar, ki ga želite, karkoli, kater avto si boste kupili, pa bi mi rekli, tisti Ferrari, ne vem kaj, LXB skozi 35 ali kakorkoli se Ferrari imenujejo. Možgani so se odločili za drugačno strategijo. Oni imajo fička ali pa trabanta in na tega fička so prinesli nov motor in nove, ne vem, zavore in na to novo barvo in na to ne vem kakšna okna in ne vem, in dodajajo. Zelo, zelo neracionalno, zelo daleč od nenadne stvaritve. To so torej možgani, ki jih imajo plazilci, to rdeče so možgani, ki jih na to dobijo sesalci in to zgoraj so možgani, ki jih imamo mi. Ta neekonomičnost možganov, ki se razvijajo in na to samo dopolnjujejo, brez da bi pravzaprav odvrgli v angleškem, za tiste, ki dobro govorite angleško, morda poznate besedo ključ, kar je neka šara, ropotarnica. Ampak možgani niso ključ ali neekonomični in bizarni samo na nivoju sistema, so tudi na nivoju celice. Kot neko možganska celica je praktično tista ista celica, ki jo ima mušica, ki jo ima črv. Podobno zgrajena ima telo, na to en dolg izrastek in na to se z nekimi repki skuša navezati na novo celico in ji sporočiti preko sinapse, preko malih tekočinic, ki se imenujejo nevrotransmiterji, skuša sporočiti, kaj naj naredi ta celica. Ta frekvenca potovanja po nevronih je strašno majhna, približno 400 na sekundo lahko pošljemo nekih, recimo, akcijskih potencialov, nekih informacijskih paketkov. Za razliko, recimo, od tistega preprostega laptopa, tega, ki ima, ne vem koliko, 10 milijard operacij na sekundo.
In tudi pot po tej možganski celici je strahovito počasna v primerjavi recimo z elektriko, z prevajanjem po bakreni žici ali kaj takega. Strahovito smo počasni. In na to tudi, ko pravzaprav ta signal doseže tiste male razvejke na koncu živčne celice in ko je čas, da se mala tekočinica iz teh razvejkov, nevrotransmiter, dotakne naslednjega nevrona in ga vzpodbudi k akciji, je pravzaprav samo 70% možnosti, da bo ta uspešni signal, ki je prišel do konca, resnično naredil eno spremembo na naslednjem nevronu. Nevroni, živčne celice so počasne, so nezanesljive, so neučinkovite. In možgani so neverjetno potraten organ. Od vse energije, ki jo imate zdaj v tem momentu v svojem telesu, jih gre 20% za možgane, ki tehtajo približno 2%. In od 23,000 genov jih je 70% eksprimiranih v možganih. Še po enem drugem vidiku so ti možgani strašno neekonomični in ta vidik se nanaša na to, a veste, kako izraščajo možgani od plazilcev, sesalcev pa do človeka. V tem smislu, da imamo mi veliko sistemov dvojnih. Recimo vid. Mi imamo eno, kar je moj zavestni vid. Jaz pogledam v to dvorano, vidim ljudi. Ampak zdaj, če bi se meni zgodilo, center za vid je tukaj zadaj, tole, če bi se mi zdaj zgodilo, da bi mi izrastel tu en velik tumor, ali pa bi se mi razlila kri tukaj, ali pa nekaj takega, kar bi uničilo moj vidni center, bi jaz bil slep in bi rekel, nič ne vidim. Potem bi pa vi naredili preprosti eksperiment, pa bi rekli, veste, jaz vem, da vi nič ne vidite, ampak poglejte, v eno roko enkrat vam bom pokazal možgane, enkrat pa tole stvarco, naprimer pointer. In vi mi rekli, ampak saj sem slep, nič ne vidim, nič ne bom videl. In jaz bi insistiral, rekel, vseeno, potrudite se, pa kar ugibajte. Pa bi vam pokazal, enkrat možgane, enkrat pointer. Daleč več, kot je statistična verjetnost, bi mi vi pravilno odgovorili, recimo, da vam kažem v večini primerov možganov. Se pravi, vaši možgani vidijo, mi se tega ne zavedamo. Zakaj možgani vidijo, ne da bi se mi zavedali? Zaradi tega, ker nam je prastari del možganov, tisti, ki je pri sesalcih in pri plazilcih, ohranil še eno vidno pot. Tisto, ki gre od očesa, tule globoko v možgane, v tako imenovani talamus, ki se ga mi ne zavedamo, to je pregloboko v možganih, da bi se mi tega zavedali in vendarle mi vidimo. In drugo je, da so se mnoge nelogične stvari, za nas nelogične leta 2010, so se nabirale tule v zelo osrednjem delu možganov, kjer je neka struktura, ime pozabite, imenuje se pa bazalni gangliji. Tule zelo v sredini možganov. To je kot neko veliko pokopališče nekih krikov, nekih gibov, nekih prisilnih strahov, nekih prisilnih misli, ki smo si jih nabrali na svojem dolgem potovanju, na svojem, ne vem, 6, 7, 8 milijonov let dolgem potovanju, ko smo v nekem trenutku potrebovali, da smo zakričali na en poseben način, na en prediren, visokofrekventen, kratek način, kar je pomenilo za vse moje sotovariše tam, da je v bližini leopard in da moramo hitro iti na drevo. Ali pa recimo, da sem imel neke take gibe, ki so imeli nek smisel, morda 2 milijona let in pol, sedaj pa nimajo nobenega več. Iracionalne strahove, senc, globine, vse to, kar se mi danes ni treba bati,
nekoč, pred 2 milijonoma let sem se pa bal in se je percepcija tega, recimo globine ali sence, in strah pred njo se mi je shranil zavedno tukaj noter. Seveda sem jaz uspešen, ker imam nove te možgane in ti možgani uspešno držijo pokrovko nad mojimi prastarimi strahovi. Ampak videli boste, da če pa nastopi bolezen, se pa lahko ta pokrovka odpre, prastari glasovi, gibi, kriki, nenavadnosti prihajajo na površino. Kako naj torej zdaj možgani, kje je rešitev za to neekonomično, za to bizarnost? Kako lahko pridemo do čudeža, do tega čudeža, ki ste ga danes ob 20 čez 12 doživeli, ko ste videli obraz tistega znanca? No, ena izmed rešitev je to, da pravzaprav imamo ogromno nevronov, da naši možgani kar rastejo. To, kar ne more supergen ali Bog z ustanovitvijo čudovitega idealnega centra možganov, to mi naredimo tako, da pravzaprav samo kopičimo nevrone. Pa ne samo, da kopičimo nevrone, mi nevrone povezujemo med seboj. Vsak nevron ima recimo 5000 nekih sinapsij in imamo fascinantno kombinatoriko, kako lahko te sinapse in nevroni med sabo govorijo. Pa ne samo to. Enkrat, ko pride nek signal v možgane, ne gre samo po eni poti, ampak naenkrat se zaradi te silne arborizacije, silne razvitve nam začne paralelni proces in tu je ta skrivnost, da mi v istem momentu praktično vidimo, obraz tega in tega, plave oči, ima rad kitajsko, ono je drugi sorodnik v kolenu od one moje tete in tako naprej. Vse to se nam vidi. Se pravi, naredimo si ogromno število nevronov. In ta veliki plan delovanja možganov je pravzaprav zapisan v naše gene. Mi ga nosimo s seboj mnoge milijone let. Kje je torej prostor za tisto moje majhno, čist moje individualno življenje, ki je vendarle različno, tudi če si mi tako podoben, kot so človek, imam vendarle čist svoje življenje. Prostor za to pa je seveda v nekih finih prilagoditvah, morda tukaj odmre sinapsa meni, tam pa nastanejo 2 novi in to je že neka individualna razlika. Te individualne razlike mi pa daje okolje. Se pravi, moje življenje je predvsem v teh malih spremembah, torej sinaps, tisto, kar je pa skupno mojemu in tvojemu in njegovemu življenju, tudi njegovemu 5 milijonov let tega, je pa ta veliki genetski plan. To, da imam jaz toliko možganov, takoj se začnejo delati, kmalu potem, ko sem spočet, se mi začnejo pravzaprav v obliki nekih mehurčkov delati moji možgani. To pomeni, da bom jaz imel zelo veliko glavo, ko bom tik pred porodom. 9 mesecev bom tukaj noter in v teh 9 mesecih se bodo, če se bodo kje grozovito množili nevroni, skratka celice bodo to v možganih. In ob rojstvu imam jaz toliko možganov ali pa tako težo možganov, kot jih ima odrasel šimpanz ali pa recimo kot jih je imel Australopithecus africanus pred 2 milijonoma let in pol. En velik problem pa sedaj jaz s tem zadam seveda svoji materi. Ona me nekako s to veliko glavo mora spraviti na svet. In zanimivo je, da pravzaprav se ta del našega telesa, Boki, ni zelo prilagodil na to in je človek ena redkih, če smem uporabiti živali ali pa biti, ki lahko ob porodu močno trpi. To je ta davek, ki ga plačamo, da imamo toliko nevronov. Pa to ni dovolj. S 400 kubičnimi centimetri možganov jaz ne bom mogel dobro funkcionirati. Bom lahko jedel, če mi bodo nekaj dal, bom lahko se morda tudi gibal in tako naprej, ampak to bo približno vse. Jaz rabim na to naslednjih 20 let
20 let do izstopa iz svoje adolescence, ko bom imel res zrele možgane, ko se bo končala zadnja mielinizacija tu v sprednjem delu možganov, se pravi, takrat in bom imel še večjo glavo in še večje možgane in takrat se bo končala tista mielinizacija, skratka ovijanje mojih nevronov v eno čudovito snov mielin, ki bo omogočila, da se bo vse skupaj prevajalo po mojih možganih veliko hitreje kot sicer. Nove sinapse se mi bodo delale, morda v nekaterih malih delih možganov tudi nove celice. In zdaj sem tukaj za temi možgani, ki jih pravzaprav zanimivo lahko je narava, Bog, kdorkoli, razdelil po nekih principih, ki pa so skupni vsem nam. En princip je globoko povrhnjo. To, kar je bistveno temu principu, je, da je vse, kar je globoko, je narava spravila tako globoko, zato, ker je tako zelo pomembno. Tu so moje življenjske funkcije, tu je recimo bitje mojega srca, tukaj se kontrolira moj krvni tlak, tukaj je moje dihanje. To je zelo globoko in to je nezavedno. Ko se bližam proti površini možganov, so stvari manj pomembne, vsaj na videz, recimo govor. Čeprav bo mnogo od vas, še posebej, če boste recimo imeli priložnost videti strahovito prizadetost človeka, ki je morda popolnoma zdrav, pa recimo mu je odvzeta možnost govora ali razumevanja. Potem boste razumeli, kako daleč smo ljudje na poti, kaj je pomembno, kaj ni pomembno. No, ampak recimo temu manj pomembne stvari, vsaj za preživetje, zato so pa zavestne. To, kar je tukaj se procesira, tega se bom zavedal. Na to spredaj, zadaj. Rekel sem, da je ena izmed funkcij možganov to, teh velikih možganov, ki pridejo v zadnjem obdobju primatov, to, da jaz na nek način osmislim svojo komunikacijo z naravo. Osmislim jo lahko na dva načina. Osmislim jo lahko tako, da jaz prisluhnem naravi in dovolim, da zvoki, slike, dotiki prihajajo v moje možgane in to prihajajo v zadnje dele možganov. In tam jih jaz procesiram, se z njimi poigravam, z njimi nekaj počnem. Sprednji del možganov, tako imenovani frontalni režim, pa je tisti, s katerim pa jaz vplivam na naravo. Jaz jo spreminjam. Spreminjam jo recimo z gibom, tule rdeče. Podoba malega človečka, dobesedna podoba malega človečka, ki visi z nogo navzgor in obrazom navzdol kot tisti igralec oziroma trapez, ki je na trapezu v cirkusu. Tukaj je njegova projekcija in aktivnost, tukaj bo gibala moje telo. Naravo lahko spreminjam tudi na ta način, da mislim, da razmišljam, to je tale del možganov. Ali pa naravo lahko spreminjam na ta način, da tudi če ne gibam, tudi če ne mislim, ampak sem kot osebnost, tako prijeten ali pa tako nebogljen ali pa tako, da bom znal ljudi prepričati, da bodo recimo delali zame tale frontoorbitalni del točno nad očmi. Spredaj, zadaj, torej to pa pomeni moja komunikacija za naravo, ali sem recipient, ali sem prejemnik tega, kar mi okolje želi povedati, ali pa sem jaz tisti, ki pravzaprav hoče okolje spreminjati. In na to levo, desno. V glavi nimamo enih možganov, v glavi imamo dvojne možgane. Imamo leve in imamo desne. Zanimivo je, da pravzaprav nimajo vsa bitja, nimajo vse živali leve možgane različne od desnih. In da verjetno se je pri ljudeh ta razlika pojavila pred 2 do 3 milijoni let. Zakaj, seveda ne vemo. Lahko pa špekuliramo.
tale beli del, ki se imenuje corpus callosum, je nevrologu veliki dokaz, je vsem nam veliki dokaz te želje levih možganov in desnih, da komunicirajo. Zakaj bi želeli komunicirati? Komunicirati želijo zaradi tega, ker so si različni, ker stvari delajo na svoj način, in ker ni dobro pol za moje telo, da se moji levi možgani in desni možgani skregajo, recimo, ali naj grem za tem bizonom ali ne, ali naj pijem vodo ali ne. Zato se verjetno v evoluciji pri nekaterih bitjih zgodi to, da se nekako pod narekovaj pride do dogovora med levo hemisfero pa desno, pa da reče leva hemisfera, veste, jaz bi pa zaradi svoje narave bom odločala o gibu. Tudi desna bo odločala o gibu, vendar bo leva imela glavno besedo. Leva, na primer, bo imela glavno besedo pri govoru, čeprav bo tudi desna sodelovala pri govoru. In res so eksperimenti pokazali, da so, če vi merite prevodnosti po hemisferah, da so pravzaprav za določene funkcije je ena hemisfera nekoliko za delček milisekunde hitrejša kot pa druga, se pravi, da preko corpus callosuma obvesti drugo, ustavi svojo aktivnost. Jaz sem tista, ki bo o tem odločila. Jaz se spomnim, recimo, lep primer gospe bolnice, ki je imela prekinjen corpus callosum, tumor tukaj, in je opisovala, veste, zjutraj grem v omaro in in jaz si rečem, jaz bom vzela modro obleko. To, da si rečem, pomeni, da ji leva hemisfera, to je govorna hemisfera, leva ji reče modro obleko. In potem moja desna roka, to je nasprotna, tista, ki jo leva hemisfera kontrolira, odpre omaro, ampak v tem momentu se zgodi, da moja druga roka zagrabi desno roko, jo odmakne in vzame rumeno obleko. Dramatičen primer, kako dve hemisferi imata različni želji. Ena želi danes obleči rumeno, ena in zaradi prekinitve corpus callosuma ne more priti do sporazuma. Za levo hemisfero je značilno, da procesira sukcesivno. Najprej A, nato B, nato C, nato D. Zelo hitro. Zato bo zelo dobra, recimo pri govoru. Govor je ena naših najhitrejših aktivnosti. Gib, medtem ko desno je pa procesiranje zelo vzporedno, celostno. Desne hemisfere nikoli ne bodo zanimali neki mali detalji, ampak bo videla neko veliko celoto. In bo zelo specializirana za tridimenzionalni prostor. Ena prvih simptomov, če bomo imeli bolno desno hemisfero, je to, da ne bomo več čutili telesa v našem prostoru, da bomo se izgubljali v prostoru in podobno. Zanimivo je nekaj, kar je morda bolj stvar sociologov, da je predvsem zahodna civilizacija zelo razvila kult leve hemisfere. Tudi to, da mi govorimo, da je leva hemisfera dominantna, odraža naš lepše, večje občudovanje leve hemisfere, se pravi nekega zaporednega procesiranja, logičnega procesiranja, možnosti imenovanja, medtem ko ta desna, ki je nema, ki pravzaprav ima glasbo, recimo, in vidi zelo, zelo celostne stvari, pa recimo v naši civilizaciji ni toliko cene. To se vidi tudi že po terminologiji, a veste, right hand, to je leva hemisfera. Right je dobro. Goš je v mnogih jezikih je kot ali pa sinister, čudno, ni dobro. In vendar imamo dvoje, ob vsem tem, da smo toliko študirali možgane, moram reči, da dvoje delov možgan ostaja
enigma, ali pa je bilo enigma še pred nekaj desetletji. En del možganov je torej ta frontalni del možganov, ta, s katerim jaz ne skušam vplivati in oblikovati naravo. Ena izmed pomembnih lastnosti, ki jih bom nekoliko kasneje omenil, frontalnega režnja je, da ima čudovito sposobnost menjanja strategij. Se pravi, če jaz skušam, recimo, študente na nek način prisili, da imajo radi nevrologijo in da se jo učijo, pa vidim, da to ne gre. Potem, če bom inteligenten, bom vsaj pri nekaterih menil strategijo in bom rekel, veste kaj, v četrtek boste pa pisali kolokvij, ne, in bom morda dosegel na ta način korenček, palica. Ne? Ali pa recimo že tista opica, ne, ki je hotela dobiti banane, pa ni šlo, karkoli je skakala, pa je potem dala 2 palice skupaj in si dobili. Vidite, menjala je strategijo. Če ne menjam strategijo, perseveriram, ponavljam eno in drugo. Se pravi, to je nekaj, kar nam je zelo čudnega. Osebnost, veste, in ker nam je to tako čudno, ker to ne poznamo, boste dostikrat videli neko zgražanje, ali pa ne zgražanje, bolj neko nesprejemanje uradne znanosti fenomenov, ki so vezani na frontalni reženj, se pravi na to jaz, ne, meta razmišljanje, neka osebnost. To je nekaj, kar dolgo časa v nevroznanosti ni bilo dovoljeno, da se govori, kaj šele študira. In drugi del možganov, ki, vidite, ki ga nimam, ki ga celo simbolično vam nisem dal, da bom ja čim bolj to ilustriral, je desna hemisfera. Ta desna hemisfera, pa vam vsem pokazal, to je tista, kjer so te nenavadne stvari, kot so recimo prozodija jezika, ne gramatika, ne ampak prozodija, melodija jezika, kjer je glasba, kjer je recimo poezija, kjer je neko vedenje ali pa neko sprejemanje stvari na neki mitski osnovi, religiozni, kjer so miti, kjer so bogovi. Znova, tudi to je del možganov, ki ga znanost zavrača in ki pravzaprav ne želi veliko ga. V zadnjih desetletjih se mora s tem ukvarjati. Vidite, ta nesrečni človek, Phineas Gage, delavec tam nekje v sredi 19. stoletja, nas je prvi naučil, da pravzaprav tale nemi režen, frontalni, sploh ni nemi, kaj se je njemu zgodilo. Po nesreči mu je ena ogromna železna palica presekala točno tale del možganov. Naredila mu je, kar bi sodobni nevrokirurgi imenovali lobotomijo. Ko je on doživel to nesrečo, je padel na tla in vsi so mislili, da je mrtev. Pa ni umrl. On je odprl oči in je rekel, kaj pa se mi je to naredilo, veste kaj, se je na 2 dni počakajte, pa se bom vrnil na delo. On se ni čez 2 dni vrnil na delo, ker je doživel veliko infekcijo in bi skoraj umrl. Ampak on se je rešil te infekcije in na to je njegov skrbni zdravnik iz dneva v dan pisal, kaj se z njim dogaja. Začuda, nič se ni zgodilo. Govoril je normalno, računal je normalno, gibal se je normalno, videl je normalno, slišal je normalno. Samo nekaj se je zgodilo. V nekaj mesecih Phineas Gage ni bil več Phineas Gage, ni bil več ta skrbni oče, ki je skrbel za 5 svojih otrok, tako je prinesel plačo domov. Ne, postal je Phineas Gage, ki je zapustil svojo familijo, odšel na zahod Amerike, se kazal tam v cirkusih, kjer je na grozo gledalstva si potiskal neko veliko palico skozi to luknjo, ki sta tu ostale, in na to čez 13 let umrl iščoč zlato nekje blizu San Francisca. Se pravi, zdaj mi smo v neki neugodni poziciji, ker je nevroznanost in znanost o možganih prisiljena, da se ukvarja z tako neverjetnimi stvarmi, kot so recimo neka čustva, ali neka svobodna volja, ali neka poezija, ali neki bogovi, ali kaj takega. No in
zanimive dileme prihajajo, ki jih najnovejša naša, veste, v čem je moč nevroznanosti? Zdaj je trenutno to, da mi zadnjih 20 let lahko opazujemo žive možgane. Da mi lahko damo v neke velike zaboje, ki tam slikajo, damo ljudi, ki so zaljubljeni tukaj, pa tiste, ki niso zaljubljeni tam. Ali pa tiste, ki so religiozni, pa tiste, ki niso. Ali pa tiste, ki bi si na razprodaji izbrali zelene hlače, pa tiste, ki bi si izbrali rdeče. In mi gledamo, kaj se v možganih dogaja. No in tako je prišla ta filozofska dilema našega svobodnega odločanja, ali se res mi sami svobodno odločamo, ali je res, da se jaz čist svobodno zdajle odločim, da bom vzel tamle kozarc vode in pil. Ne? In v nevroznanosti je bil en človek, nevrofiziolog, Libet, ne, ki mimogrede čvrsto verjel v to, če bi vas vprašal, no pa vas bom recimo, tisti, ki menite, da imate svobodno voljo, da ste se sami odločili, recimo, da ste nocoj tukajle z nami. Koliko od vas, recimo, bi rekli, jaz intuitivno, jaz vem, da pač to svobodno voljo imam, da me ni zdaj, ne vem, nek gen ali pa nek bog ali pa nek, ne vem, nek robotski mehanizem v meni sem poslal. A dvignite roko tisti, ki pravzaprav v odnosu do sebe imate to željo vsaj ali pa prepričanje, da je to svobodna odločitev. A dvignite roko. Ja. No, pričakovano, velika večina, v tej veliki večini je bil tudi Libet, ne, ki je to hotel dokazati. Ne bom vam opisoval eksperimenta, ki je zelo zanimiv in ki je bil ponovljen nekajkrat, tako da ne dvomimo v tehnično pravilnost tega eksperimenta. On je dal človeku na glavo elektrode, in na to mu je rekel, kadarkoli boste vi čutili, da želite, recimo, upognite prst ali pa vzamete kozarc vode ali pa nekaj takega. No in je tako imel Libet potem 3 parametre. Eno je tisti gib, ki sem ga izvedel, drugo je bilo na en spreten način neke ure, znova ne bom razlagal, je on bil sposoben registrirati, kdaj se je v meni pojavil impuls, da sem se jaz svobodno odločil, da bom vzel kozarc vode. In tretje, zaradi tega EEG-ja je on bil sposoben snemati val, kdaj se najprej v možganih pojavi aktivnost v zvezi z to odločitvijo. On je pričakoval tako, najprej se v meni pojavi svobodna odločitev, nato se mi pojavi možganski val o tem in nato jaz izvedem gib. Rezultati eksperimenta so bili za Libeta grozljivi in kot sem rekel mnogokrat ponovljeni. Najprej se pojavi pri vseh nas aktivnost v možganih in to, veste, ne to neko 1 ali 2 milisekunde, približno 1 sekundo, 2 sekundi, to je za možganske procese kot milijon let, to je zanesljiva razlika. Najprej se je vam, ko ste se odločali, ali pa ste prišli sem ali ne, pojavila nekje iz globin možganov, kakorkoli, kdorkoli jo je dal tja, ali je bila zapisana že v vašem, ne vem, rojstvu, ali jo je dal Bog, ali jo je dal ne vem kdo, ne, se je pojavila možganska aktivnost in približno 1,5 sekunde zatem se je v naših možganih porodila misel, kako bi bilo zanimivo nocoj iti v zemo, no bi šel, ali ne, bom pa šel, ne, in zdaj ste tukaj. Moram reči, da Libet je bil strašen razočaran. Libet je zaključil, da svobodne volje ni, da je svobodna volja iluzija. In da živimo vsi v iluziji, da to delamo. Potem je pa hotel to rešiti. In moram reči, ne bom se spuščal v to, spet kako, ampak on je na nek način nevrofiziološki rešil svobodno voljo. Kako jo je rešil? On je ugotovil, da če meriš natančno vse te milisekunde, da približno 100 do 200 milisekund, preden ti izvedeš gib, imaš ti še dovolj časa, ne da gib kakorkoli znova premišljuješ o njem, ampak da ga blokiraš. Se pravi, Libet je zaključil, we don't have free will,
we have free want. Nimamo svobodne volje, imamo pa svobodno možnost, da blokiramo nekaj, kar nam ni všeč. In zanimivo, veste, ko boste čitali etične kodekse velikih civilizacij, velikih religij, naprimer 10 božjih zapovedi ali pa kaj takega, boste videli, da večinoma temeljijo ne na temu, kaj narediti, ampak kaj ne narediti, ne tega, ne onega. Ne? In zdaj, če bi končal z tem, da so možgani seveda povezani tudi z glasbeno ustvarjalnostjo, logično. Da pravzaprav, čeprav sem prej zelo poudaril desno hemisfero kot tisto, ki močno sodeluje pri glasbi, in če bi se spuščali zdaj v detaljno anatomijo možganov, ne, bi mi videli, da pravzaprav tudi v desni hemisferi imamo en del, tukaj približno, ki je pomemben za to, da jaz glasbo razumem. Ne, potem, ne vem, koliko sem bil uspešen, ampak približno ste nekateri ujeli, ne, ste razumeli, katero glasbo sem imel v mislih. Tale del, tukaj še vedno v desni hemisferi, je pa tisti, ki glasbo izraža, ki bo omogočal, da vi igrate klavir, igrate violino, si pojete in podobno. Ta dva sta usklajena preko ene povezave. Ampak na izraznost tega, kako mi razumemo in produciramo glasbo v desni hemisferi, pa seveda močno vplivajo tudi drugi deli možganov. Naprimer, tisti sprednji del možganov, ki sem prej rekel tihi del možganov, katerega ena izmed funkcij je to, da stalno lahko spreminjam neke kategorije. Če mi ni všeč tako, bom pa naredil ono, če ne morem tako, bom pa naredil drugače. Se pravi, ta del tukaj je tisti, ki meni omogoča v psihologiji zelo popularno menjavanje strategije. To me v veliki meri me to od živali torej loči. Ravno to, da jaz lahko menjam strategijo, če mi nekaj ne uspe. In drugo je globoki stari možgani, tukaj bazalni gangliji, prej sem jih omenil kot pokopališče raznih stvari, ki smo si jih nabrali skozi svoje dolgo potovanje, skozi 8 milijonov let, ne, in ki smo jih preprosto odlagali semle dol, ne, in ki včasih v primeru bolezni lahko z vso silo pravzaprav na nek način pridrejo na naš kortikalni nivo in mi to slišimo in mi se tega zavedamo in lahko tudi glasbo na ta način potem pišemo. Zdaj pa, to so bazalni gangliji, vidite, in če so bazalni gangliji bolni, potem zelo pogosto pride do ene bolezni, ki je za nevrologa zelo fascinantna. Vidite, bazalni gangliji, če se spomnite, so na sredini možganov. In tukaj je kot eno veliko križišče mojih misli, mojih gibov, mojih čustev. Se pravi, če bodo bazalni gangliji bolni, bo moja bolezen imela prizadetost vseh teh stvari. No in taka bolezen je Tourettov sindrom, ponavadi bolezen malih otrok, fantkov bolj kot punčk, ki jo boste spoznali tako. Skoraj vsi mi smo imeli, ko smo bili zelo mali, nekaj elementov Touretta. Recimo Tourette bi bil tik, eno tako mežikanje, recimo, ne. Tourette je, recimo, vokalizacija. Vse to so stvari, ki, kot sem rekel, nekoč so imele neko vrednost, danes je nimajo, če nisi prehlajen, seveda. Ne? V bazalnih ganglijih so tisti moji prastrahovi, nekaj moram narediti. A veste, jaz sem imel pred 2 milijonoma let in pol, sem imel v svojih možganih kot čvrsto strukturo neko reakcijo, če se je pokazal tam leopard.
Reakcijo svojega lastnega umika, ne vem, in nekega krika in neke motorike. Ne. In jaz sem bil tudi, kompulzija pomeni prisilna, da nekaj prisilno naredim, obsesija pa pomeni prisilna misel. Ne. To ima svojo vrednost v trenutkih nevarnosti. Zanimivo je, da je en del tega Tourettovega sindroma pa tudi koprolalija. Koprolalija pomeni govorjenje socialno popolnoma nesprejemljivih stvari. To so te besede na F, pa na P in podobno, ki jih zaradi slavnosti trenutka ne bomo izrekali, in ki pravzaprav se javijo pri teh malih otrocih. Ne. Zakaj se javijo? Ker je zelo blizu teh bazalnih ganglijev je limbični sistem, z vso našo seksualnostjo, z vso našo. No in poglejte, zdaj pa jaz mislim, da bom uspel. Glejte, rad bi vam pokazal, starejši se boste spomnili tegale filma. Morda boste prepoznali. Zdaj pa... V tem filmu je to lepo pokazano in glasba, ki jo mogoče nekdo z Tourettom potem tudi ustvari zaradi pomanjkljivih inhibicij med frontalnim režnjem pa med bazalnimi gangliji, zna imeti ene elemente nečesa, kar je tako sunkovito, kar je tako nekako nenavadno. In zdaj si poslušajte recimo tole, a to bova tudi lahko tako na glas dala. Poglejte tole.
Jaz bi vam rad pokazal še nekaj, dokumentiral še nekaj jasnih znakov, da je imel Mozart Tourettov sindrom. Ravno zaradi slavnosti okolja in priložnosti bom, glede na to, da je imel on izrazito koprolalijo, tudi kot del Tourettovega sindroma, pravzaprav tele stvari nisem prevajal v slovenščino in bom samo nekatere prečital. Ne še to povem, da je Mozart zelo jasno opisal, da ko on piše glasba prihaja nekontrolirano v njegovo glavo in on jo preprosto mora pisati. Včasih niti ne more dohajati po noči. To je recimo ena izmed recimo grobih definicij za kompulzijo in za obsesijo. Jaz sem obseden z nečim, misel me ne zapusti, zvok me ne zapusti, ali pa kompulzijo, jaz to potem moram delati. Ampak poglejte, razen tega je imel tole, piše, even when he washed his hands in the early morning, he walked up and down the room at the same time, never standing still, at the same time tapped one heel against the other and was always thoughtful. At table he often took a corner of his napkin, crumpled it up tightly, rubbed it around below his nose in tako naprej. To so tiki. Poglejte, kaj je napisal sestrični. Well, I wish you good night, but first shit into your bed and make it burst. Sleep soundly, my love, into your mouth, your arse you'll shove. Oh, my arse is burning like a fire. What on earth does it mean? Perhaps some muck wants come out. Why, yes, muck, see and smell you. And what is that? Ye gods, it's so, what a long melancholy note. Ali pa pismo, znova pismo sestrični. Ma très chère cousine, were you never in Berlin? Your cousin, a virtue rare in whether foul or fair, W.A. Mozart, who shits without a fart. Znova sestrični. I shit on your nose, so it runs down your chin. Drek, drek, oh drek. Blow into my rear, nothing could be finer, bon appétit. Franz Zussmayer, svojemu kolegu je posvetil Ave Verum in napisal Franz Zussmayer, Mackshitter, Shittinghouse. Tole bom spustil. Besedilo za K231, Leck mich im Arsch, to je njegovo besedilo, lick out my arsehole, lick it till it's good and clean. Mislim, da tole bomo tudi spustili. Poglejte, ampak to ni bila samo sestrična, človek bi si mislil, prav, morda je kakšna posebna povezava z sestrično. Ne, on je tako pisal vsem, med ostalim, recimo tudi materi. Kaj piše svoji materi? Yesterday, though we heard the king of farts, it smelled as sweet as honey tarts. While it wasn't in the strongest voice, it still came on as a powerful noise. In zanimivo je to, veste, to je genetska bolezen, da tudi nekatera pisma njegove matere imajo močno koprolalično komponento. In končajmo z drugim, pravzaprav tragičnim glasbenikom, ki je imel bolezen, ne bom zdaj govoril, ki je med ostalim močno prizadela frontalni reženj. Kot sem rekel, ena glavnih funkcij frontalnega režnja je, da jaz lahko menjam strategije, da lahko eno bogatstvo nekih tem in podobno. Če bom imel bolan frontalni reženj, potem bom jaz ponavljal, to se imenuje perseveracija, ponavljal eno in isto, recimo, stvar ali temo. To je torej tale gospod in najprej poslušajmo njegovo.
Vidite, gre torej za zelo znano melodijo, kjer se prepletata dve temi, od katerih si skladatelj nekako, se skladatelj ne odlepi, ne? In pravzaprav je variacija potem dosežena ali pa dinamika dosežena predvsem z vključitvijo novih instrumentov in z večjo glasnostjo, ne pa recimo z nekim dodajanjem tem. Seveda, tako v primeru Mozarta, kot tudi v primeru Ravela, nihče ne trdi, da je ta glasba plod bolnih možganov. Ampak dejstvo pa je, da recimo lahko določene motnje v možganih naredijo, da pravzaprav mi naš umetniški izraz lahko kreiramo na poseben način. Morda je bilo za Mozarta veliko lažje kot za nekoga drugega, ki bi želel mogoče pokazati, veste, ta glasen, ta kompulziven, eksploziven način, ki nam ga je pokazala kraljica noči tam, ali pa recimo za Ravela, da pravzaprav se poigrava z eno temo in jo potem nadgrajuje. Morda je ravno ta prizadetost pomagala, da se je lažje tako izrazil. In s tem se približujem koncu. In bi želel pravzaprav za konec samo se vprašati, kakšen bo svet jutrišnjega človeka, če vzamemo za nek koordinatni sistem ali pa za referenco možgane. Morda je ena zanimiva, za tako razmišljanje je morda zanimiva ena po svoje ugibanje ali pa en nujno nepopoln podatek, ki ga imamo iz svoje bližnje preteklosti. Kot veste, smo mi danes prvič v zgodovini človeka smo kot vrsta sami na tem svetu. Ali smo uspešno nekako počistili z ostalimi nam podobnimi vrstami, tudi homo sapiensom, ali je to bil plod bolezni ali kakorkoli, ampak recimo še pred 30-40 tisoči leti smo seveda imeli vsaj enega bratranca, če ne dva. En je bil homo sapiens neanderthalensis, morda je bil drugi mali pretlikavi florensis iz Azije. No, če človek pogleda možgane neandertalca, ki mimogrede so bili večji in težji od človekovega, od naših možganov, in ga primerja z možgani homo sapiens sapiensa, torej z nami, takrat recimo Cro-Magnon v tem času, potem vidimo, da je imel pravzaprav neandertalc izrazito majhen frontalni reženj, pa izrazito poudarjen zadnji del možganov, temporalni, parietalni in okcipitalni reženj, predvsem tisti del, kjer se ti trije režnji stikajo. Spomnili se boste, da sem vam povedal, da je to tisti del možganov, ki zna posebej prisluhniti naravi. Tam, kjer morda homo sapiens sapiens, ko je hodil skozi gozd, ni videl in slišal ničesar, tam je morda homo sapiens neanderthalensis slišal šumot enega listja, videl ene žuželke, se ozrl in videl visoko nebo. Manj pa je bil mogoče sposoben v tem smislu, da bi on organizirano, predvsem za svojo mislijo ali z osebnostjo ali kaj takega, na nek način spreminjal in vplival na naravo okoli sebe. Značilno za razvoj človekovih možganov v zadnjih nekaj 10 000 letih je neverjeten
razpon oziroma neverjeten porast frontalnega režnja. Se pravi tistega, ki pravzaprav narave skoraj da ne potrebuje, tistega, ki se bo morda zmožen z neko svojo virtualno mislijo in s pomočjo slušalk in s pomočjo enih ključkov morda vključiti v en sistem računalniški in doživljati čudovito jutro, sprehod v jutro, sveži zrak, petje ptic in podobno. Seveda to ne bo realnost, vendar morda bo ta realnost tako prepričljiva kot tudi realnost. Morda bo človek vse manj in manj potreboval, bom rekel, glasove in slike in dotike narave in se bo usmeril v notranji virtualni svet na poti k nečemu, ali k dobremu, ali k slabemu. In ne končam z nevrologom posebej drago sliko. To je slika zelo utrujene 52-letne gospe. Dolgo časa smo jo poznali samo po prvi črki, po inicialki, to je Auguste Deter. Danes vemo, da je to bila bolnica, ki jo je leta 1907. Alois Alzheimer, zdravnik iz Frankfurta, iz Nemčije, opisal kot prvo bolnico z demenco. To je čas, ko so ljudje še vedno verjeli, da recimo tvoja izguba spomina ali da si ali čuden ali si obseden od hudiča. In Alzheimer je bil tisti, ki je pravzaprav potem njene možgane tudi razrezal, si jih pogledal in rekel, ampak poglejte, to je bolezen v možganih. Slučajno se je ta njena fotografija ohranila, to je bilo tudi desetletje odkrivanja fotografije in podobno. No in približno, in mogoče nam je Alzheimer za svoj Augusto D takrat začrtil neko slutnjo, da razpadajoči možgani nam lahko tudi razpadajoči možgani, tudi bolni možgani nam lahko dajo toliko odgovorov na to, kako možgani delujejo in kaj so možgani. 100 let kasneje, ali pa skoraj 100 let kasneje, ob izteku 20. stoletja, pa je en znanstvenik v Ameriki napisal nekaj, kar se meni zdi globoka resnica in kar je dobra popotnica za znanost v to stoletje. Pravi tako: Two achievements of the human intellect crowned the last decade of the 20th century. Quantum cosmology, the new science of the universe, and neuroscience, the new science of the brain. The former probes our beginnings, the latter our destiny. Jaz se lepo zahvaljujem za pozornost. Profesor Pirtošek, najlepša hvala za to izredno prijetno in zelo zanimivo predavanje. Zdaj pa bova uporabila frontalni del najih možganov, pa bova rekla, kljub nizki temperaturi in mrazu, še posediva, malo poklepetava v zvezi s tem, kar ste nam pravkar povedali. Za uvod morda nepoučenim se zdi, da so možgani verjetno najpomembnejši, gotovo najbolj kompliciran organ v našem telesu, pa kljub temu še precej neraziskan. Kakšen je pogled na to človeka, kot ste vi, strokovnjaka, znanstvenika, ki se s tem ukvarja vsakodnevno? Ja, eden izmed zanimivih posebnosti možganov je, da je to tisti organ, ki je morda edini, ki je zelo nepredušno zaprt v kost. Mi pravzaprav lahko čutimo svoje srce, ki bije in nas včasih boli, lahko čutimo bolečine, recimo ledvica me bolijo, lahko čutimo raztrgano mišico, zlomljeno kost. Medtem ko zelo dolgo to, kar je bilo skrito in očem in tudi našim
Mislim, je pa obstajalo, je pravzaprav bilo ignorirano. Meni je zanimivo, da antični do nekje pozne renesanse zdravniki ne posvečajo možganom kakih posebne pozornosti. Svetla izjema recimo je Hipokrat, ki je pravzaprav rekel, da je intelekt v možganih, drugače so pa ljudje, če so že bili, predvsem so bili impresionirani z srcem, ki je živo in ki bije, in ki krvavi. Medtem ko možganov prvič niso videli, in drugič tistih, ki so jih videli, so bili zanimivo za mnoga dolga tisočletja in pravzaprav tam nekje do 1600 približno, so bili impresionirani z likvorjem. Likvor je tekočina, ki pravzaprav obliva možgane in stopa skozi neke odprtinice tudi v možgane. No in likvor, se pravi ta tekoča materija, je bilo zelo blizu pojmovanju morda duše ali kaj takega. In tisti, ki so verjeli v možgane, so verjeli predvsem v likvor. Šele potem, ko je v veliki meri tudi po zaslugi Dekara in njegovega dualizma in s tem, ko je cerkvi rekel, glejte, eno je duša, eno je telo, pustite tistim banalnim dohtarjem in brivcem, da režejo telo in da ga gledajo, duša je vendarle nedotaknjena, potem se pa naenkrat začne hitro neko vedenje o možganih, ampak en velik problem imamo do 20 let nazaj. Mi lahko opazujemo samo mrtve možgane. Imamo sicer EEG, neke električne tokove, ki pa jih in slabo razumemo in niso nič kaj posebnega pravzaprav v tem študiju. Mrtvi možgani se nam sicer barvajo, nam kažejo neke spremembe, ampak mi ne vemo, kako delujejo. V tem času vsa ostala medicina lahko opazuje z raznoraznimi sondami, raznoraznimi slikami, opazuje svoje organe kot žive in jim pomaga. No in šele z neuroimagingom, potem z posebnimi slikovnimi metodami, kot se neko, ki nam pomagajo, pa naenkrat zdaj v zadnjih 20 letih možgani postajajo organ, ne samo vreden, preučevanja, to je vedno bilo, ampak tudi možgan, tudi organ, ki ga resnično lahko zelo lepo znanstveno opredeljujemo, dizajniramo poskuse, postavljamo hipoteze in podobno. Kaj pa vas je napeljalo na to, da se začnete ukvarjati z možgani? Splet okoliščin, srce, kateri od sinaps v možganih? Ne, jaz nekako dolgo časa nisem sicer mislil, da bom medicino študiral, ampak ne vem, me je pa zanimalo malo poezije, malo tega, malo onega. In ko sem začel študirati medicino, sem pač hotel, predvsem me je zanimal tisti organ, kjer se je največ tudi nekako dotikalo ali poezije, če hočete, ali glasbe, ali starih civilizacij, in to so bili možgani. Tako da so me že od prvega letnika anatomija, fiziologija, to mi je bilo nekaj zelo. In potem sem nekako z veseljem zašel v nevrologijo. Kako pa ocenjujete mesto nevrologije kot znanosti in kot stroke, recimo v slovenske, sem mislil, v svetovnem merilu? Jaz mislim, da tukaj močno izstopa razviti svet in tu bom rekel Amerika in pa Zahodna Evropa od ostalega sveta. Ravno zaradi tega, ker jaz mislim, ker so možgani tako skriti in ker mi imamo te misli, to so možgani, mi imamo te slike, to so možgani, imamo te glasove, imamo razumevanje tega, kar vam zdaj, vse to so možgani. Mislim, če je kater od vaših organov zdaj močno delal, kot smo rekli, 20% energije vsega tega so možgani, ampak nekako smo jih vedno, to sem pa jaz, recimo, nekaj tako virtualnega, nekaj tako abstraktnega, to ni bil organ, ne vem, to sem jaz, to je duša. In znanost se ni veliko zanimala za možgane in
To se zdaj spreminja, znova kot neko, predvsem z temi novimi tehnikami, pa še vedno, recimo, če bi mi hoteli, kar se raziskovanja tiče, hoteli priti recimo na nivo srca, recimo, bi zdaj v tem momentu mi potrebovali približno 15-krat več vlaganj v to, da bi razumeli možgane in recimo primerjava z onkologijo je pa celo 30-krat več. Skratka, ti možgani so strahovito zanemarjeni, eno je historičen razlog, ki sem ga videl, eno je pa stigma. Veste, to, da je z mojimi možgani nekaj narobe, to je zelo sramotno, to je nekaj najbolje, da me pol kar skrijejo, da me odvlečejo k unmu stricu Franclu v vasico in me imajo tam, naj me skrijejo, mislim, nor pa res se ne moramo osramotiti. In potem čist na koncu, mislim, da je tudi zdravstvena politika strahovito mačahovska do tega organa. Jaz se spomnim enega kolega, ki je bil nevrolog v periferni bolnici v Slovenj Gradcu, je bil nevrolog en in edini. No in pred 3 leti, ali kdaj je čisto obupal in je odšel na neko zavarovalnico delati. In mi je rekel, veš, prav Zvezdan, takrat, ko sem jaz prišel, je bilo, pa zdaj ne vem, če bom natančno te številke citiral, je bilo 8 internistov, ki so se ukvarjali z jetri, pa jaz kot en nevrolog. Danes, kot ko razočaran odhajam, je tam 18 internistov, pa en nevrolog. Tako da jaz mislim, da je zelo mačahovska politika, se bo pa spremenila. A veste, zakaj se bo spremenilo? Spremenilo se bo, ker je Francija leta 2008, takrat je bila predsedujoča v Evropski skupnosti, mislim, da nekako Sarkozy ima neko povezavo, je postavila demence, predvsem nevrodegenerativne bolezni možganov visoko na prioriteto in zdaj bodo vse članice Evropske skupnosti so obvezane, da dajo toliko in toliko denarja za zdravljenje, za zgodnje odkrivanje. Eno največjih strahovitih in težkih krivic, ki jih delamo svojemu lastnemu narodu, je to, da recimo mi ne znamo odkriti demenc, to je mimogrede bolezen, kjer postajaš malo pozabljiv, da mi odkrijemo demence šele takrat, ko so ljudje hudo dementni in ko se jim ne da pomagati. Vidite to tudi kot eno področje, kjer bo raziskovanje v nevrologiji v bodoče najbolj intenzivno? Absolutno. Znova pravim, veste, tudi če v Sloveniji, v tej mali Sloveniji, mi ne bi hoteli tega, ker mogoče una stranka nasprotuje tej stranki, v tej stranki je pa ne vem, ki se za možgani ukvarja, ali pa kaj tega, tudi če to ne bi hoteli, je ravno lani konec leta Evropska skupnost ustanovila nekaj, kar se JPND, Joint Programming of Something, in zdaj vam ne bom znal povedati številke, ampak eno ogromno vsoto denarja namenila za raziskovanje možganov. Skratka, Evropa nas bo prisilila. Profesor Pirtošek, hvala lepa za ta kratek pogovor. Bi pa predlagal, da dava mogoče še publiki. Bom zelo kratek, namreč par besed o tehnični ustvarjalnosti, ker se bojil bolj na glasbo, pa tam nisem doma. Naprimer, recimo, če rečemo, vzamemo Teslo, kar je že pred 100 leti vzpostavil trofazni in izmenični sistem, ki je še danes nespremenjen in značilno zanj, saj kot pišejo zgodovinarji, da je imel zelo veliko sposobnost slikovnih predstav oziroma imaginacije, če rečem z drugo besedo, da ni imel načrtov. Vas bi prosil par stavkov o tem, da ne bom dopustim še drugim. Veste, zelo popularno je, mogoče v zadnjem času nekoliko manj, ampak recimo bilo je eno obdobje v prejšnjem stoletju, ko je bilo zelo popularno, oziroma ko smo znanstveniki upali, da bomo z študijem možganov velikih ljudi, tehnikov, umetnikov, ali kaj takega, odkrili neko skrivnost, nekaj. No in zanimivo je to, veste, da so zelo dobro preštudirali recimo možgane, ker ste iz fizike oziroma iz tehnike začeli Einsteina, pa Lenina tudi recimo.
No in potem se je pokazalo, da je Einstein imel nekoliko male možgane za svojo, nekoliko manjše, še vedno, mislim, v okviru normalnega, ampak on the lower limit, ne, da edino, kar so našli, je bila mal povečan predel v parietalnem spodnjem režnju, tukajle. In sicer to je dejansko en del, ki je povezan z recimo prostorsko predstavljivostjo ali pa tudi z neko geometrijo ali pa ne za nekimi takega. Vendar nikakor ni jasno, ali je recimo ta del, ki ga povezujemo dejansko s temi funkcijami, tudi z štetjem, recimo matematika, ne, če bi jaz imel tumor tukaj, recimo eden prvih znakov tumorja, ki bi bil tukaj, ne, bi bilo to, da jaz ne znam šteti. Ko me nekdo vpraša, koliko je 14 in 13, ne znam šteti in zanimivo, zraven pa ne znam poimenovati prstov, ne, kar tako, ne bom rekel, ganljivo lepo pripoveduje o tem, kako se je naše računanje začelo. Začelo se je tako, da je naš, ne vem, kateri avstralopitek takrat pokazal, da bo toliko mi dal banan, recimo, ne, in potem je to postala neka kategorija. To je bil Einstein. Leninove možgane so tudi močno študirali in tam so pa našli edino nek tretji sloj kortikalnih, skratka zelo v korteksu, tukaj imamo neke sloje celic, za tiste, če ste histologi ali pa medicinci, tukaj tretji sloj kortikalnih piramidnih celic je bil pri njem povečan. To pa se nič ni dal z politiko oziroma z uspešnostjo v politiki povezovati, ker ne vemo točno, kaj je funkcija te kortikalne. Ampak recimo pri Einsteinu, kjer bi se eventualno dal špekulirati, potem to ni jasno, veste, a je to nekoliko povečano, zato ker je on celo svoje življenje to počel, računal, ne vem, delal si te modele, ne, ali je to bilo prvotno, pa je bil to vzrok njegove uspešnosti. Ampak zanesljivo je to, da če imamo mi določene dele možgane bolj razvito, nekdo z levo hemisfero, ne, bo imel drugačen kognitivni stil in drugačne sposobnosti, kot pa eden z desno. Ne vem, če sem vam odgovoril. Hvala lepa. Mene pa samo zanima, če je kdo že poskusil dati možgane teh gurujev, ki trdijo, da so razsvetljeni v ta MRI. Zelo lepo vprašanje in sem vesel, no, da imam odgovor. Pred letom 2007 ga praktično ne bi imel. Veste, zakaj ga imam zdaj? Zato, ker je leta 2007 je bila v Ameriki neka konferenca, en kongres nevroznanstvenikov. In za čuda se je temu kongresu nevroznanstvenikov pridružil Dalaj Lama. Ne? In Dalaj Lama je imel, mislim, nevroznanstveniki so ga tako malo skeptično, torej malo, ne vem, koliko ga poznate, on je zelo šarmanten, torej šok, ampak tako se rad poheca, ne, in je zabaven in tako naprej. In on je takrat rekel nekaj, kar je kasneje zelo vplivalo na raziskovanje v nevroznanosti. Rekel je, veste, jaz mislim, da je raziskovanje možganov in možganskih funkcij zelo pomembno in da nam bo prineslo pomembna spoznanja. Veste, nekaj, kar mnogi voditelji katerih drugih religij nikoli ne bi bili sposobni to reči, ampak so recimo stoletja in stoletja skušali. No, in kaj se je pol zgodilo? Ni ostalo samo pri besedah, ki so požele velik aplavz. Še istega leta se je začel cel kup nekih nevroznanstvenih poskusov, kjer so sodelovali tudi recimo budistični menihi. No in en izmed poskusov je bil ravno to, da so želeli ugotoviti, kaj se dogaja, ko jaz meditiram. In odgovor je bil pravzaprav zelo jasen in vam ga bom skušal tudi logično pojasniti. Pri meditaciji, pri večini meditacij, vseh teh, kjer so jih študirali, je bilo tako, da ti po eni strani čutiš neko dezintegracijo ali pa neko spojitev
z prostorom, z vesoljstvom, z božanstvom, z čemerkoli. Skratka, ti meje tvojega telesa pravzaprav se pri mnogih meditacijah niso več pomembne, so izbrisane. Ne? In drugo je, da mnoge meditacije vključujejo element izjemne pozornosti. Kaj to pomeni? Recimo, jaz moram gledati v svečo pa nekaj, ne? Ali pa moram ponavljati recimo in biti pozoren recimo na svoje telo, ali pa si moram vizualizirati nekaj belega, kar prihaja noter, nekaj temnega, kar prihaja ven, ali pa recimo poslušati bitje srca. Skratka, to pa je element pozornosti. In ti budistični menihi so meditirajoče odšli v recimo nek tak bobn, ki jih je slikal, in kaj se je pokazalo? Hiperaktivnost frontalnega sprednjega režnja, to je natanko tisti režen, ki ga moram jaz aktivirati, če hočem biti zelo, zelo, zelo pozoren na eno stvar, in hipometabolizem, manjša aktivnost desnega parietalnega režnja, to je ta režen, ki jasno črta meje mojega telesa proti prostoru. Če imam tumor desno parietalno, bo lahko en izmed znakov to, da se bom ali zgubil, ali ne bom čutil več tele roke, kot dela mojega telesa, ali pa bo tale roka neverjetno velika, debela, ni moja. Ne. Tako da ja, to je, mislim, je res zasluga Dalaj Lame. A ni to malo protimevno, da je frontalni del hiperaktiven, ker sem nekaj bral, da je ravno frontalni del tisti sedež osebnosti, sedež absolutno. Identitete. Ne? Ja, imate prav, veste, problem tem je, ker frontalni del ni samo frontalni del, frontalnih delov je veliko. In en frontalni del recimo vam usmirja vašo pozornost, en drug je tisti, ki vam menja strategije in je zelo kognitivno radoveden in aktiven, en drugi del je tisti, ki vam socialno, ki je vaš superego, ki vam pravzaprav na nek način preprečuje, recimo, da, ne vem, če bi vas zdajle, bom rekel, lula tiščala, ne, da bi vi kar slekle hlače, tule pa lužico torej naredili. Ne. Ta inhibicija frontoorbitalnega, skratka, ta frontalni rež ni ena stvar. To je ogromno polje različnih predelčkov in eden izmed njih je in tam, kjer je pozornost, kjer ti moraš usmirjati, pozornost je tisto, ki je bilo pomembno pri recimo gurujih oziroma teh, ki so meditirali. Vseeno mislim, da je več teh razsvetljenih ljudi, da to je premalo distinkcij med temi ljudmi, da jih lahko preveč grupiramo vse v eno košaro. Absolutno. Veste, usoda, napaka tudi znanosti ali pa recimo eno izmed tam, kjer moraš biti previden, ne, je to, veste, da znanost po definiciji želi generalizirati. Ne bo govorila o vaši individualni izkušnji, o vašem pogledu, ampak bo govorila recimo o tem, kaj ne bi bilo skupnega recimo vsem telesom, vsem možganom, čisto vsem ljudem. In to je seveda omejitev znanosti in ena izmed lahko velikih napak tudi, ki jih naredimo. Mene zanima, kakšen je razlog, da se pri otroku šele po enem letu zaraste tukaj lobanje. Fontanela. Ja. Zakaj je to tako? No, to sicer bi vam lepše kak anatom odgovoril, ne. Kot veste, in jaz tu bom zdaj vzel tisto znanje, ga bom poskusil iz prvega letnika, če pa je kakšen nevroanatom ali histolog, tukaj pa me ne popravi. Namreč eden izmed načinov, kako narava spravi to veliko glavo z velikimi možgani, z veliko nevroni, čeprav jih samo 400 gramov, skozi porodno pot, je to, da poskrbi tako, da ta lobanja kot rečemo, ne zakosteni pred porodom, ampak da ostane en tak velik del tukaj centralno, to se imenuje fontanele, mamice bodo dobro vedele, o čem torej govorimo, tisti mehek hrustanec, ki
ki omogoči, da gre ta glavica v razne bizarne oblike. Včasih je neverjetno, kaj vi dobite ven iz porodne poti, kakšen obrazek, ki se pol lepo. No in to je hrustanec, v bistvu, ampak ima pa noter ene celice, ki se potem spreminjajo v tiste celice, ki proizvajajo kostnino. Zato v naslednjih mesecih oziroma letu, kot ste rekla, se bodo te celice, ki so recimo hrustančne, ki so mehke, bodo naredile kostne celice in to bo zakostenelo vse. Hvala. Je pa to dober način, recimo, veste tudi, kako nekatere bolezni lahko pri otroku, recimo, če ima neki, ne vem, nažalost, kak tumor rast ali pa tudi kaj takega, bo začelo tisto pulzirati vse, tako da, no, ampak to je izven konteksta, kar se pogovarjamo. Hvala. Jaz sem prepričan in upam, da se strinjate, da je današnje predavanje verjetno sprožilo več vprašanj, kot lahko najdemo odgovorov nanje. Profesor Pirtošku, kateremu bi se še enkrat zahvalili za naše današnje predavanje.